Za nami je prva polovica januarja, teden pa se je začel s snegom. Kot običajno so ga bili nekateri veseli, drugi malo manj, prav pa je, da pada zdaj in ne v pomladanskih mesecih. Včerajšnji ponedeljek je bil najbolj depresiven dan v letu, tako pravijo tisti, ki se ukvarjajo s počutjem ljudi in trdijo, da je to vedno tretji ponedeljek v januarju. Upamo, da to dejstvo ni vplivalo na vaše počutje in ste ga kljub temu ali pa težavam v prometu zaradi snega preživeli lepo. Nocoj si med drugim oglejte. Sneg je pobelil naravo, gradnja nove šole v Hotiču v Litiji, trboveljski župan pripravil novoletni sprejem. V noči iz nedelje na ponedeljek je našo državo zajelo prvo sneženje v tej zimi. Do jutra je zapadlo od 10 pa vse do 50 cm snega, največ ga je bilo na Gorenjskem in Koroškem, medtem ko ga je v Zasavju padlo med 10 do 15 cm. Sneg je bil moker in posledično težak, tako da je ponekod povzročil podiranje dreves. Zaradi tega je nastalo precej zastojev v prometu, kakor tudi izpadov električne energije. Nekatere ceste so bile tako zaprte dlje časa, vendar se je čez dan stanje uredilo. Vremenoslovci napovedujejo, da bo ta teden vremensko pester in tako lahko pričakujemo še kakšno snežno pošiljko, kar pa za ta čas ni nič nenavadnega. Podružnična osnovna šola Hotič je stara 120 let in kot taka povsem neuporabna za izvajanje pouka. Po več letih priprav na gradnjo nove šole je bilo v lanskem letu vse pripravljeno na novo gradnjo. Poleg vse potrebne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja je bil izbran tudi izvajalec. Stekla so prva ureditvena dela v smislu komunalne infrastrukture, gradnja pa se bo pričela takoj, ko bodo zagotovljeni vremenski pogoji. Po jesenskih, se pravi, pripravi in izvedbi komunalne infrastrukture, se pravi predstavitev komunalnih vodov, ki jih je izvedla komunalno stanovanjsko podjetje Litija, je zdaj v fazi sama, se pravi predstavitev električnih vodov, ki jih izvaja Elektro Ljubljana. V tem tednu je bila tudi za strani nadzora podpisana pogodba o izvedbi nadzora, tako da v prihodnjem tednu načrtujemo uvedbo v delo, se pravi glavnega izvajalca, podjetje Trgograd. Mi bomo tudi na ustrezen način, se pravi najprej pripravili tudi ustrezno obvestilo za krajanke in krajane o pričetku glavnih del in seveda potem o aktivnostih, ki se bojo odvijali v tem letu in pol, kolikor bo trajala rok izvedbe, se pravi same gradnje tega projekta vzgojno-izobraževalnega objekta v Hotiču. Ne, projekt je ostal tak, kot je bil tudi sestavni del razpisa in pričakujemo, da bo tudi takšen na koncu tudi končna oblika. Glejte, če je zdajšnja stara osnovna podružnična šola stara 120 let, si je zelo želim, da bo ta nov objekt prav toliko časa služil. Če bo služil približno toliko časa, potem bo zagotovo velikokrat odslužil tudi sredstva, ki bojo vložena v ta projekt. Zagotovo bi lahko rekel sledeče. Občina Litija je znana po tem, da je poskuša zadržati podružnične šole na podeželju. Mislim, da je to ta prav pristop, tudi pozitiven demografski trend kaže, da je takšna odločitev pravilna, čeprav je zagotovo strošek poslovanja te razpršenosti večji, je pa kvaliteta življenja zagotovo višja. Tako da si pričakujem, da bo tudi ta vzgojno-izobraževalni objekt, ko bo zgrajen v Hotiču, prispeval k tem ciljem.
V občini Trbovlje so se odločili, da novoletni sprejem organizirajo izven tradicionalnega prednovoletnega obdobja, zato se je dogodek odvil v četrtek, 12. januarja, v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje. Sprejem je bil predvsem kulturno obarvan. Začeli so pevke in pevci mešanega pevskega zbora Prosavus pod taktirko Aljaža Bastiča, ki so zapeli 3 priredbe. Za njimi se je na oder povzpel župan občine Trbovlje, magister Zoran Poznič, ki je napovedal smele načrte za prihodnost in na koncu vsem prisotnim zaželel uspešno in zdravo novo leto. Kulturni program se je nadaljeval s stand-up komikom Borisom Gorencom Pižamo, dogodek pa se je zaključil z nastopom Sergeja Škofljanca in njegovih glasbenih priredb. Vsi udeleženci so bili povabljeni na prijetno druženje v avlo Delavskega doma. V petek, 13. januarja, je bilo v avli kulturnega centra Delavski dom Zagorje odprtje fotografske razstave z naslovom Varuhinje rek. Razstavljene fotografije so delo priznanih slovenskih fotografov, vsak izmed njih pa je pod okrilje vzel eno izmed slovenskih rek in tako je nastala zgodba Varuhinje rek. Odprtje razstave pa ni bilo čisto klasično, saj je potekalo v obliki pogovora med akterji civilne družbe, ki se zavzemajo za čim večjo neokrnjenost slovenskih rek. Po odprtju smo spregovorili z moderatorko pogovora Aljo Bulič. Namen razstave je povezovanje posameznikov in aktivistov in organizacij na področju varovanja slovenskih vodotokov, zato ker smo mnenja, da je to nekaj, kar je nujno potrebno v naši državi, ker pač dejstvo je, da veliko rek ni v dobrem stanju, kljub prepričanju večine, da ker smo tako vodnata država, da s tem nimamo težav, ampak težave obstajajo. Različne vrste in naš projekt želi podpirati ljudi, ki varujejo svoje reke in jih povezovati v neko nacionalno mrežo podpornikov. Mi kot kulturno društvo sicer delamo prek kulturnih vsebin, prevajamo sporočila naravovarstvenikom in jim verjamemo. Oni pravijo, da bi bila gradnja hidroelektrarn slaba iz številnih vidikov, da bi pač uničila reko, njen ekosistem, celotni habitat, da dolgoročno lahko ogrozi oskrbo s pitno vodo. In te stvari se nam zdijo alarmantne. Predvsem se zavzemamo za javen dialog o tem vprašanju, o vključitvi naravovarstvenikov, vključitvi civilne družbe v tako pomembna vprašanja za celotno družbo. Trboveljsko glasbeno šolo so v petek zasedli starši. Tako bi vsaj lahko mirno rekli po dogajanju v prostoru za nastope. V omenjenem večnamenskem prostoru se je namreč kakšnim 50 učencem pridružila prava četa staršev, starih staršev in še kdo bi se našel. Glasbena šola Trbovlje je pripravila srečanje godalcev zasavskih glasbenih šol. In srečanje je bilo prav posebno. Niso namreč želeli še ene skupinske vaje, ne delavnice, ne tekmovanja, ne koncerta. Preprosto so se želeli podružiti na zabaven, malce drugačen način, se poveseliti in nasmejati, zraven pa povabiti še svojce. Ja, takšno druženje je že četrto, ta tretjič na naši šoli. Običajno smo navajeni na nastope. Tokrat smo pa rekli, da bomo malo drugače zastavili in smo se odločili, naša organizatorka Danijela Đorđević, da zberemo 2 skladbici, ki jih lahko potem, ne glede na starost in višino letnika in velikost otroka, igrajo vsi. Hora je tista, ki je pravzaprav najbolj zabavna in smo vključili tudi nekaj telovadbe zraven. S tem, da poleg učiteljev potem tudi sodelujemo zraven in ni to potem neka klasična delavnica, pride na koncu še ob obisku staršev, ko prevzamejo svoje otroke, tudi sodelovanje staršev. Kar naenkrat povežemo ta trikotnik, učitelj, učenec, starš in to skozi en zabaven način dela, ki ni vsakdanji, recimo v glasbeni šoli. Ta druga skladbica je pa Viva la muzika, klasičen kanon, ko morajo pravzaprav otroci poslušati en drugega, hkrati slediti en drugega in biti pri tem še muzikalen. Je pa dosti enostavno, tako da res so se lahko to naučili tudi najmlajši.
Poleg trboveljskih godalcev so zaigrali tudi učenci iz glasbenih šol Litija Šmartno, Laško, Radeče in Hrastnik. Z njimi so na obisk v Trbovlje prišli tudi njihovi ravnatelji. Za nas je vtise o tovrstnih srečanjih strnila tudi ravnateljica glasbene šole Litija Šmartno. Tudi jaz sem zelo vesela in vsi naši godalci, se pravi, trije učitelji godali iz naše šole so se z veseljem danes udeležili tega srečanja godalcev zasavskih glasbenih šol v glasbeni šoli Trbovlje, tako da zelo pozdravljamo to idejo in organizacijo in zahvaljujemo se za vabilo ravnateljici Katji Mikoli in pa njenim profesorjem godal. Z veseljem so se tudi naši učenci godal udeležili. Mislim, da je to res ena super stvar zabavnega značaja, ki zmotivira dodatno in da spodbudo našim mladim godalcem za nadaljnje delo. Tako da hvala še enkrat za povabilo. Zelo smo uživali, prepričana sem, da tudi starši. Knjižnica Litija pripravlja zanimiv projekt. V njem bo zbrala spomine na preživljanje počitnic v prejšnjem stoletju, ki bodo zagotovo vzbudili pozornost mlajšim generacijam, saj se je življenje do danes močno spremenilo in je od tistega časa ostalo le malo. Kako projekt poteka in kakšni so cilji, je povedala direktorica Andreja Štuhec. V knjižnicah skrbimo za zbiranje spominov, za naš domoznanski spomin, kot mu nekako tudi rečemo. Pred 2 letoma smo bili uspešni s popisovanjem doživetij iz furmanskega sveta. Letos pa si želimo stopiti v počitniške dneve. In sicer nas zanima, kako ste v 20. stoletju preživljali počitnice. Ali so bile te delovne, so bile čisto sproščene, so bile doma, so bile pri sorodnikih, kakšni so bili spomini, kakšna so bila doživetja. In kdo ve, morda spet knjižnica Litija izda zanimivo knjižno publikacijo. Vabimo vas, če bi te spomine o vaših počitnicah želeli deliti z nami, da stopite v stik z nami in da nas pokličete, nam pišete ali pa da se dogovorimo za srečanje tako osebno, da bomo vaše spominjarije zapisali in jih tako ohranili pred pozabo. Hvala lepa, ker ste pozorni na svojo dediščino, tudi počitnice so naša kulturna dediščina. Še naprej vam želimo lep večer in vas vabimo, da ostanete v naši družbi, saj bo po oglasih na sporedu nova oddaja iz serije Meditacija za Nando, za njo pa bomo predvajali film Tihi večeri, ki govori o življenju in delu pisatelja, duhovnika ter velikega domoljuba Franca Ksaver Meška. Lahko noč in nasvidenje do petka, ko bo z vami spet Tomaž Petek.